vsi navzoči. Posebej so bratje duhovniki, med njimi posebej člani misijonske družbe skupaj z gospodom citatorjem. In na poseben način se pridružujem pozdravu predstojnika doma svetega Jožefa, ki ga izražam vam, dragi sobratje, predstavniki Slovenske evangeličanske cerkve, vam, spoštovani gospod Škop in gospodu župniku magistru Levanu Novak iz Srpske Slobode, kot tudi predstavniku Srpske pravoslavne cerkve, vam, spoštovani gospod protojerej Stavrohor Iza Fides. On je namreč porodil iz Sirije, pa že vrsto let tukaj pomaga v naši domovini. Posebej prisrčen pozdrav vsem vam navzočim, tudi pevskemu zboru na koru, ki nam je že tako čudovito predstavil oba današnja slavljenca, smemo tako reči, blaženega škofa Slomška in blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta. Sedaj se zbrali v spomin pri tej čudoviti slovesnosti na začetku svetovne molitvene osmine. In zato je tako prav, da ste z nami tudi vi, spoštovani predstavniki bratskih krščanskih cerkva v Sloveniji. Vsi skupaj smo poslušali našega Gospoda Jezusa Kristusa. In tako rekoč osrednji odlomek Svetega pisma in sporočila Jezusa Kristusa vsem rodovom in posebej tudi nam. Jezusov namreč poslovilni govor pri zadnji večerji, ki je neka vrste Jezusova oporoka in srčna želja in njegova molitev za svoje učence in tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vanj verovali, to se pravi za nas, ki smo skupaj zbrani. In čem je ta srčna želja našega Gospoda? Sveti Oče, daj, da bodo vsi eno, kakor sva ti in jaz eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Dragi Gospodu, prav je, da smo tukaj. In prav je, da skupaj vsemi krščanskimi brati po širem svetu pokajamo teden edinosti in molitve za popolnejšo edinost med nami kristjani. Kajti žal moramo reči, da nismo v zgodovini do kraja resničili Jezusove srčne želje in zapovedi in razpoznavnega znamenja Jezusovih učencev. Prav danes smo pri bogoslužju začeli brati prvo pismo Korinčanom, v katerem se apostol Pavel sooča že kar na začetku z nekaterimi problemi in pojavi medsebojne razdeljenosti, nasprotovanja in prepirov. Žal se to dogaja po človeški slabosti. In to pismo Korinčanom je dalo tudi osnovni ton letošnjemu dogajanju svetovne molitvene osmine, saj je z njega vzet tisti pretrezljivi stavek, ko apostol Pavel vpraša svoje zveste vernike v Korintu, ki jih je sam, ko rekoč jim oznanil Kristusa, kaj ste storili iz tega oznanila, da ste med seboj razdeljeni, in vprašuje, ali je Kristus razdeljen? Ne. Kristus je tisti, ki nas vabi k medsebojni edinosti in miru in ljubezni in dobroti in temeljnim razsežnostim Božjega kraljestva. In vendar se je ne samo v apostolski dobi, žal tudi pozneje dogajalo, da smo po krivdi človeške slabosti in grešnosti učenci Jezusa Kristusa tako ali drugače maličili to Jezusovo srčno željo in zapoved in nismo vedno hodili po poteh medsebojne edinosti in ljubezni in sodelovanja. Vse poznamo zgodovino, vse to dogajanje je žal privedlo do tistega prvega žalostnega dogajanja 1054, ko sta se ločili v Carigradu vzhodna in zahodna cerkev. In nekaj stoletij pozneje, 1517, ta rana, boleča rana, ločitve na zahodu. In od tedaj poznamo poleg katoliške že protestantske ali evangeličanske cerkve,
Anglikansko cerkev, Pinkoške cerkve, Preferirane cerkve in druge verske skupnosti, večkrat žal v medsebojni needinosti in na različnih poteh. Toda, tako smo veseli in Bogu hvaležni, da pa je Gospod po svojem duhu v srcih svojih učencev vedno nekako budil domotožje po tisti popolnejši edinosti. In tako imamo v zgodovini tudi vrsto poskusov, ko so želeli na novo najti ta skupni jezik in skupna pota in medsebojno povezanost. Bili so celo koncili, ki so si zadali to nalogo. Vse do novejših časov, posebej za nas katoličane drugega Vatikanskega koncila. Mi smo, Slovenci, nekako zgodaj vstopili v to dogajanje, v to delo za popolnejšo medsebojno edinost, prav po zaslugi blaženega škofa Slomška, ki ga danes na poseben način slavimo. On je namreč 1851 ustanovil posebno duhovno molitveno zvezo Bratovščino svetega Cirila in Metoda. To prav v Celju, ko je takrat še stoloval v večnem Gradu, na Bodski dolini, pa se je podal na duhovne vaje v Brešice in je na poti zbolel in postal pri Opatovu Rušku in potem tu napisal posebno pismo za duhovnike, ki so bili izbrani v duhovnih vajah, da želi ustanoviti to molitveno zvezo, ki naj pomaga uresničiti Jezusovo zapoved edinosti in ljubezni. In ta pastirjeva beseda je odmevala in začelo se to lepo dogajanje. Tako da je blaženi škof Slomšek nedavno pred Vatikanskim koncilom uresničeval to, kar je zapisal Vatikanski koncil leta 62-65 v odloku o ekumenizmu, da ni pravega dela za edinost brez molitve. Molitve, ki vabi k notranjemu spreobrnenju in svetosti. In bez tega notranjega spreobrnenja in svetosti ni pravega ekumenskega dela. In zato smo res tako veseli in smo hvaležni tej pobudi, da bo ta Slomškova ustanova dobila novo spodbudo prav pri današnjem blagoslovu teh svetih ostankov relikvij, tukaj pri oltarju svetega Cirila in Metoda, ki ga je že Slomšek izbral za sedež te duhovne bratovščine, ki se je pozneje preimenovala v apostolstvo svetega Cirila in Metoda. Zato smo hvaležni za to pobudo in Bog daj, da bi to pomenilo tudi novo spodbudo v tistem čudovitem dogajanju, ko smo vsi kristjani poklicani, da utrjujemo in poglavljamo vse tisto, kar nas povezuje. In tega je veliko več kot tistega, kar nas ločuje. To nam je že povedal mož, ki ga je Gospod poslal, in ime je bilo Janez. To je bil papež Janez 23, tako smo rekli Janez Dobri. Je leta 1962 sklical drugi Vatikanski koncil. Takrat se je vstopil v bogoslovje in se tega zelo dobro spominjam. Bogoslovci smo to napeto pričakovali, kaj se bo zgodilo in veliko let, kaj se je zgodilo. In Janez 23 je na ta koncil povabil prvič po dolgih stoletjih ločitve tudi predstavnike protestantskih in pravoslavnih cerkva. In so prišli. In potem je imel papež Janez 23 znameniti govor o ugotovitvi koncila. Sredi govora mu je dih zastal in s tresočim glasom je rekel: in zdaj pozdravljam vas, dragi bratje, predstavniki protestantskih in pravoslavnih cerkva. Vi ste naši bratje, dokler z nami molite Oče naš. In potem se začelo. Stoletni okovi in ovire so odpadali in začelo se je tisto lepo dogajanje, ki ga začujemo z ekumenskim delom. Ko bratje iste vere odkrijamo vse tisto, kar nas povezuje, da bi v večji meri res sledili našemu Gospodu Jezusu Kristusu in bili pričevalci edinosti in miru in sodelovanja
pred svetom, v katerega nas Gospod pošilja. In zato se veselimo vsega tega dogajanja in toliko je lepih spominov, mogoče omenim tistega, ko smo bili še v Ljubljani leta 65, takrat je bil še koncil, pa smo že imeli podobna srečanja, ekumenska srečanja, molitve, vendar še nekako s prahom in smo bili predstavniki katoliške cerkve in pravoslavne cerkve, z nami ljubljanski parod, Aleksandar Šimić, ki za svojo objavo nekako bil kot neki prerok edinosti in ljubezni in dva imenitna predstavnika evangeličanske cerkve, takratni senior Aleksandar Krčman in gospod pastor Vladimir Miser. In kot evangeličana sta pristopila in imela v roki svetopismo, tako drugače. In sta prebrala odlomek, kako Bog kliče Abrahama. Pojdi iz svoje deželo, ki ti jo pokaže. In Abraham je šel, kakor mu je naročil Gospod. Zato je knjigo, smo čakali, kaj bo sedaj. In je Aleksandar Krčman rekel, kakor Abrahama, Bog kliče tudi nas na pot edinosti. Ne vemo, kam gremo, to da vemo, da nas Gospod kliče, zato moramo iti za njim. In hvala Bogu, za naše srečanje to misel izpred davnih let potrjuje in zelo smo veseli in Bogu hvaležni. Istočasno se danes zahvaljujemo našemu pričevalcu in še ne 20-letnemu učencu Alojziju Grozdetu, ki je tudi močno povezan s Celjem, saj je bil tu razglašen za pričevalca vere 13. junija 2010 ob čudovitem dogodku kongresu tukaj na stadionu. Je bil res veličastno pričevanje vere, hvaležnosti in medsebojne povezanosti v cerkvi v naši domovini. S svojim sporočilom Evkaristija, luč mojega življenja. In zato je prav, da je on tudi še bolj prisoten med nami, da bomo tudi mi pričevalci te vere in ljubezni Jezusa Kristusa. In čim bolj bomo z njim povezani, tem bolj bomo tudi rasli v medsebojni edinosti. Temu nas nagiba, kot rečeno, Jezus sam, ko nam vedno znova govori, da je to razpoznavno znamenje Jezusovih učencev. Temu nas tudi vabi situacija, v kateri živimo. Saj živimo v povezanosti z našimi brati in sestrami različnih cerkva, zlasti evangeličanske in pravoslavne cerkve. Kako prav je, da smo kot taki pričevalci medsebojne edinosti, miru, dobrote in sodelovanja. Tako v vprašanju edinosti cerkva, kako tudi v vprašanju, ki bo treba še reševati, to je naše narodne sprave. In tu je tako Slomšek kot Grozde sta luč na tej poti. Tudi Grozde, ki je pretrpel mučeniško smrt, ki je zelo nadrobno popisal novinar Miros v svoji knjigi Alojzij Grozde, tako pretresljivo, da sem je poklical in ga vprašal, da je to res, kar ste napisali. In je rekel, dvakrat preverjeno. In vendar je Alojzij Grozde ravnal po Jezusovem zgledu, Gospod odpusti in vse ne vedo, kaj delajo. In umrl mučeniške smrti. In sprava je tudi, se začne pod križem. Ne v iskanju nekih opravičil, ampak v odpuščanju po zoru Jezusa Kristusa. To nam je povedal tudi Marko Rupnik z mozaikom v Kočevskem rogu, kjer je v nebeški mizi posadil ne samo žrtve, ampak tudi krvnika, ki je tudi Božji otrok, čeprav je to Božje otroštvo
nekako zvaničil. Če pa se je sprevrnil, če pa je vstopil v družinsko delovnica Kristusa, je pa prav tako odrešen človek. To nam ve težko podrobno. In vendar, celo in zlasti, naš pastoralni dokument, pridite in pogledajte, o tem govori, da se sprava začne pri žrtvi. Kako nas je svojim življenjem in svojo besedo učil tudi Janez Zdešek, ki je bolj kot vsi drugi videl, kaj se je dogajalo, ko je bil v taborišču smrti, ko je pobegnil, ko so za njim strevali z rafali in se je čudežno rešil in potem živel v pregnanstvu in zavrnil vrnil. Pa nikoli nobene besede sovražkali očitanja, ampak sprava, ki je sad molitve tistega rožnega venca, ki je tam. Pri Gospodu, zato smo še kako poklicani, da smo apostoli edinosti, tudi apostoli sprave v našem narodu, v naši domovini. In naj nas na to pot vabita naša velika pričevalca, blaženi Anton Martin Slomšek in blaženi učenec